Sistemi v IT-ju postajajo vse bolj kompleksni. Lahko računalništvo v oblaku, poleg fleksibilnosti in nižanja stroškov, na nek način prinese tudi poenostavitev le-teh. Ja, definitivno. Ena od prednosti, ki jih cloud computing, računalništvo v oblaku prinaša, je v bistvu trda linija med tem, kaj nekdo, ki izdeluje opremo, strojno, programsko opremo, operira sam in kaj potem ponuja uporabnikom. In ta trda linija, ki jo potem lahko premikaš, uporabljaš na premisi ali uporabljaš to pri vendorju, kar pomeni on-premises ali pa public cloud, ta trda linija ti omogoča, da se odločiš, koliko želiš sam upravljati, koliko granularno, koliko fino upravljanje želiš, ali pa koliko si pripravljen prepustiti in potem v primeru napak terjati denar nazaj oziroma druge odškodnine. Gre za upravljanje s tveganji, kjer se podjetje samo lahko odloči, kam bo preneslo visoko tveganje in kam bo preneslo sisteme z nizkim tveganjem. Kaj pa glede deljenja uporabniških podatkov s celim svetom? Vse bolj priljubljena so socialna omrežja, kako je z varnostjo podatkov tam nekje v oblaku? Zelo dobro vprašanje. V bistvu gre za dva vidika problema varnosti in privatnosti podatkov. Prvi vidik je, ki ga predvsem ga vidiš v mladi generaciji, da ni privatnosti in varnosti podatkov niso več tako zelo pomembne, kot so za starejšo generacijo. Kar pomeni, da se je mlada generacija mirno pripravljena odreči privatnosti in varnosti, zaupnosti na račun boljše storitve, bolj personaliziranih pristopov. Z druge strani gledano je pa še vedno treba gledati, na kakšen način zagotovimo, da podatki ne pride do varnostnih vdorov in predvsem tukaj zdaj gledamo v nove metode, na kakšen način se podatki kriptirajo, a obstojajo novi algoritmi kriptiranja, na kakšen način podatke naredimo zares anonimne, da tudi če do podatkov prideš, da ti praktično ne dajo nobene koristne dodane vrednosti. Če se ozreva malo dlje v prihodnost, kam gredo trendi, kakšni bodo trendi v IT v prihodnjih nekaj letih? Ja, spet zelo zanimivo vprašanje z dvemi odgovori ali pa z dvemi nivoji odgovorov. Prvi, kjer se lahko pogovarjava ure in ure, je, kaj se dogaja na nivoju tehnologij, kaj so trendi na nivoju tehnologij. Če pogledamo recimo dva ključna trenda, ki sta zanimiva za spremljati. Eden je, da Moorov zakon prihaja praktično do konca, zaradi tega, ker čeprav se gremo zdaj za ultraviolet light način izdelave čipov, preprosto prihajamo do take miniaturizacije, kjer Moorov zakon ne more več zdržati, ker prihaja do kvantnih preskokov elektronov, kar pomeni, ne moramo več imeti takega podvojevanja kapacitete iz leta v leto. Drug zanimiv trend je na nivoju mobilne telefonije, kjer vsi, ki začenjajo uporabljati brezžičen način dostopa do interneta, naenkrat se spektrum radijskih valov zasičuje. Ker radijskih valov ne moreš dodati, tako kot lahko dodajamo žice v podatkovnih centrih. Frekvence smo dobili približno 5 milijonov let nazaj in to je to, kar imamo. In na kakšen način bomo začeli izrabljati podatkovno širino, pasovno širino mobilnega spektruma, je veliko vprašanje, kako gledati v prihodnosti. Kaj pa to pomeni za nas kot humanity, za nas kot recimo, na kakšen način živimo, v kakšnem socialnem svetu živimo, bojo pa spremembe verjetno izjemno dramatične. Zaradi tega, ker nas ta globalna vas povezuje mnogo bolj intimno, kot recimo so bili naši starši sploh pripravljeni razmišljati, ali pa kot je moja generacija pripravljena sprejeti. Medtem ko pa mlada generacija, rojena z remote controllerjem v svoji roki, se jim zdi, da je to nekaj popolnoma normalnega. Ne vejo, kako deluje, imajo pa popolnoma nov način razmišljanja, kaj se s tem da narediti. Medtem ko moja generacija zelo natančno ve, kako to deluje, nimamo pa dobre dolgoročne perspektive, kaj vse se s tem da narediti. In ravno glede na te dramatične in hitre spremembe, bi mladim svetovali, da si poiščejo denimo službo v IT-ju? Ja, seveda, ampak ta služba ne bo take vrste službe v IT-ju, kot jo recimo jih gledamo danes. Če bi imela ta isti pogovor 20 let nazaj, bi bile službe v IT-ju primarno fokusirane na to, na kakšen način se sestavljajo računalniki, kako motherboardi postajajo vse lepši in boljši. Tega noben več ne počne. Na podoben način pred 25 leti, ko se je govorilo o razvoju računalniške opreme in je bil recimo COBOL ali pa Fortran eden najbolj pomembnih programskih jezikov, tega noben več ne počne. To, kar počnemo zdaj, na koncu študija, tisti poklici, ki bodo najbolj iskani,
ta dela ne bodo več klasična dela. Bodo pa mnoga druga dela, ki bojo bliže poslovanju, ki bojo bližje k zaresni dodani vrednosti vsakega podjetja, kaj dela, in v bistvu prihaja do tega, na kakšen način je tehnologija pospeševalnik, enabler poslovanja, ne pa na kakšen fin način paket, ki tečejo po žicah, in na kakšen način, koliko spomina in diska in kapacitete imajo procesori. Ampak vseeno, eno delovno mesto za vse življenje ob takšnem tempu verjetno več ni mogoče. Vse nihče nima enega delovnega mesta za vse življenje. Jaz recimo delam v Microsoftu zdaj že skoraj 17 let, ne, 15 let, in znotraj Microsofta, sicer enega podjetja, povprečno na vsako leto in pol do 2 leti zamenjam delovno mesto. Vse to vsi ljudje že zdavnaj počnemo, tehnologija to samo pospešuje. To, kar verjetno ti postavljaš pod vprašanje, ali je še vedno smotrno ostajati z istim podjetjem za vse življenje, ne z istim poklicem za vse življenje. In verjetno zaradi te rapidne granulacije, zaradi tega zmanjševanja fokusa, kaj vsako podjetje lahko doda, verjetno ni smiselno gledano v bodočnosti ostajati z istim podjetjem za vse življenje. To prvi opažajo Japonci, kjer naprimer enkrat, ko vstopiš v njihov globalni konglomerat, ali Sony, Matsushita, Toshiba, ostaneš tam za zmeraj. In za njih je to en največjih kulturnih pretresov, da lahko zamenjaš delodajalca. In te iste trende se opaža povsod v zapadnem svetu in se jih bo opažalo tudi v Sloveniji.